Čas je rekel Jezus svojim učencem: Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni. Kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani gasilci in gasilke, dragi bratje in sestre, na mestu je zahvala za vas, za vašo odločitev, pa tudi za vaše poslanstvo, ki je res v pomoči bližnemu. To smo lahko tudi kar malo začutili že danes zjutraj, kako je potrebna pomoč, ko se zgodi nesreča, ni daleč od nas, danes zjutraj med 7 do 8 uro. To so stvari, ki se zgodijo. Nesreče ali v prometu, naravne nesreče. Lahko smo hvaležni, da je naš kraj obvarovan večjih nesreč. Naj na priprošnjo svetega Florjana tudi tako ostane. Pa vendar smo tukaj tudi zato, da bi prosili za vse tiste, ki so bili že pred nami in so tudi imeli čut za sočloveka, za bližnjega, imeli čut za odgovornost, za pomoč, pa tudi za vas, naj Bog blagoslavlja vaše življenje, tudi vaše bližnje, da bi zmogli s pravo besedo, z dejanjem, z modrostjo, odločitvijo, pristopiti takrat, ko je potrebno. Takrat, ko se nekaj zgodi, ni veliko časa, je ukrepanje. In zato je tako na mestu priprošnja svetemu Florjanu, da bi izprosil prave odločitve, pravo dejanje, pravo modrost, pravo držo. Ker biti gasilec ali gasilka je drža človeka, to je poslanstvo. To ni neka služba, ki jo človek opravlja nekaj časa, potem pa pusti, ampak to je poklicanost človeka.
In zato tudi tukaj ni starost tista, ki določa, kdaj je kdo gasilec ali gasilka. Med nami so že tako mladi člani, da so še na vozičku. Ali ni to nekaj lepega, ko vstopajo še na ta način v vaše vrste? Ali nekdo, ki je že v zrelih letih, pa svojo držo, svojo pripadnostjo pričuje, da je biti gasilec nekaj plemenitega, nekaj lepega. In se mi zdi prav na mestu, da smo danes, ko se priporočamo svetemu Florjanu, slišali Božjo besedo, ki je dejansko tista zadnja beseda Jezusa pred odhodom od učencev. Tiste zadnje besede sploh takrat, kadar zaslutimo, da so res zadnje, ko nekdo odhaja, pa nam je zelo dragocen. Take besede še posebej slišimo. Take besede so izbrane. To je kot nek pečat. To je nekaj, kar nas spremlja. In to so besede, ki jih je Jezus danes izgovoril. In vse te besede so usmerjene: ljubite se med seboj. Ali ni drža gasilca tudi dejanje ljubezni? Je lahko kdo gasilec ali gasilka, da nima nobenega čuta do bližnjega? Ne predstavljam si. Ne bi mogel imeti človeka kot gasilca, ki nima čut za bližnjega, to je ljubezen do nekoga. Govoriti o ljubezni, pa čeprav je tolikokrat izrečena ta beseda, ni lahka stvar. Še posebej, če začutimo, kaj to pomeni. Zato bi želel dati misel na dve stvari. Ena stvar je odločitev, druga stvar je pa sprememba. Če pomislimo na odločitev ali na odločitve, nekatere so manjše odločitve, take vsakdanje, druge so že večje. Mlad človek se odloča, kakšno bi srednjo šolo sprejel. Potem se mlad človek odloča za poklic, lahko se nekdo odloča za šport, za glasbo, nekdo se odloča, naj stopi med gasilce. Kaj je tisto, kar je začetek odločitve? Sam prepoznavam, da je to nek čut. Ko se nekaj občuti, to mi je pa blizu. Če je to odločitev za neko šolo ali poklic, nekaj mi je blizu. Imam neke darove, ki bi jih lahko še razvil. Tudi nobene ne bo stopil med gasilce, če ne bo imel čut, da bi začutil, to mi je pa blizu, to je nekaj mojega. In zato je odločitev tako pomembna. Človek, ki se ne odloči, nikamor ne pride. Tisti človek ostane na istem mestu, prej bi rekel, da nazaduje. In tudi za ljubezen je potrebna odločitev. Na začetku je privlačnost, je stvar, ki mi je prijetna, lepa, mi je blizu. Še posebej, če mislim na ljubezen na človeka, na bližnjega. Ampak to je prvi korak, to čutenje, občutje. Drugi korak, ki je pa tako pomemben, pa je odločitev, ko nekdo reče, rad bi imel tega rad. Želim izražati ljubezen, ker to mene bogati, to mi nekaj daje. In če je to tako pomembno pri odločitvi za ljubezen, tudi za vero je podobno, nekdo jo čuti. Od zadaj nekaj zaznava, potem pa pride trenutek, ko se odloči za vero. In takrat, ko pride do odločitve, takrat pride do celote. Prej so taka zrna, majhna zrna. Lahko bi rekli, če gremo s primerjavo zaljubljenosti, to so vse stvari, ki so tako prijetne in jih človek želi. Ampak, ko naredi naslednji korak odločitvi, spreme celega človeka. Spreme vero v celoti, spreme ljubezen v polnosti in tudi tiste stvari, ki niso več samo prijetne, lepe ali všečne, ampak so skupaj s celoto. In taka je tudi naša vera.
Zdaj pa k drugi stvari, k spremembi. Če odločitev, če tako rečemo, naslednji korak po nekem čutenju, se po odločitvi začenja sprememba. Tukaj bi si malo pomagal z apostolom Petrom. Apostol Peter je bil veren človek, bil je Jud. Še pred tem to Božjo besedo je zapisano, imel je videnje. Lahko so bile to sanje, neko čutenje, spoznanje. V tem videnju je videl pa pred sabo vse mogoče jedi. In angel je rekel, Peter, vzemi in jej. In Peter je vmes videl jedi, ki jih Judje niso uživali. To so bile nečiste jedi. Mi poznamo samo, da je to svinjsko meso, pa so imeli verjetno še kakšne druge zadržke. In je angel rekel, kar je Bog očistil, ne imej za nečisto. In prišlo je počasi do spremembe pri Petru mišljenja. In je bilo potrebno, ker v tej Božji besedi smo pa slišali, da pride k Petru Kornelij. Kornelij je bil pogan. Niti judovskega rodu ni bil. In je padel pred njim na kolena. Da bi malo razumeli, kaj se je zgodilo. Judje s pogani niso hoteli govoriti, niso se hoteli z njim srečati, niti ne družiti, ker vse to, kar se bi govor, druženje s pogani dodajalo, to je nekaj slabega, to so slabi ljudje, stran od njih, da se ne bom jaz omadeževal. In potem pride pogan Kornelij pred Petra. In Peter, v njem se je začela sprememba. A Bog gleda na človeka tako, kot on gleda kot človek. Kaj pa, če Bog na človeka drugače gleda? In kaj se je zgodilo pri temi pogani? Ti pogani so sprejeli Svetega Duha v taki meri, da se je pokazalo na zunaj. In je Peter rekel, premislite, ti pogani so prejeli Svetega Duha, a imajo kakšno prepreko, da ne bi bili krščeni, da ne bi postali kristijani. Kakšna sprememba, ko je človek zmožen odločitve. In tudi pri vas, gasilcih in gasilkah, so se dogajale spremembe, ko ste se nekateri že pred mnogimi leti odločili, postanem gasilec, postanem gasilka. Sprememba je bila že pri izobraževanju. To je človeška stvar, ki jo zmoremo narediti. Koliko stvari ste pridobili? Izobraževanje, veščine, način pristopa, pa tudi vaše izkušnje. Vse to je pot spremembe človeka. In ko sem omenil, da ste nekateri že kar veliko let med gasilci, ali ni sprememba človeka tudi takrat, ko vztraja v odločitvi, ki je dobra, pravilna pa plemenita? A ni vztrajanje nekaj velikega? Ali je povezanost med vztrajanjem in ljubeznijo? Lahko človek ima ljubezen, če nima vztrajnosti. Kakšna povezanost je to velika? Ali pa, ko ste med gasilci, sami veste, da je kdaj potrebna tudi potrpežljivost. Ali ima prostor ljubezen, če ni potrpežljivosti? In kako se človek lahko za odločitvijo za ljubezen začne spreminjati in postaja potrpežljiv? Včasih nam morda ne uspeva v veliki meri, pa nam je težko, ker nismo popolni. Ampak kakšna velika sprememba človeka je v poti potrpežljivosti. Če omenim spremembo človeka v držo zvestobe. Kako močno mi ozvanjajo besede, da v določenih trenutkih življenja človek, če nič drugega ne more ohraniti,
ker ni več življenjske moči, ni zdravja, ni več nobene primerne besede, ostane pa lahko zvestoba. Ko človek čuti, prav sem se odločil, prav sledim, želim, da ohranim to zvestobo, to vztrajnost, zato ker z razumom vem, da je na pravem mestu. In to vam želim, dragi gasilci in gasilke, da bi bili vedno znova v tej odločitvi za ljubezen do bližnjega, za ljubezen tudi do samega sebe, pa tudi za ljubezen do Boga. Da bi v tej zvestobi rasli vsako leto v močni zavesti v priprošnji k svetemu Florjanu, ki je tudi, jaz takrat tako rečem, naš skupni zavetnik. In mi zelo v spominu ostaja beseda ene starejše gospe pri včerajšnjem obisku starejših, ko sem omenil, prav danes zgoduje sveti Florjan, ni gasilka. Zelo verjetno, da nikoli ni bila v vrsta gasilcev in je ta gospa pri res visokih letih rekla, a veste, pa ne da bi se hvalila ali pa naredila nek vtis, vsak večer se priporočam k svetemu Florjanu. Imajo kmetijo in je ona v teh letih življenja čutila, koliko stvari bi se lahko zgodile tragičnih, koliko stvari je bilo varovanih. In pravi zdaj, ko ne more nič več delati, ki je doma v hiši, pa pravi, vsak večer se priporočam k svetemu Florjanu. Vam želim, da bi večkrat tudi pri vas bila ta misel, ta prošnja, kratka želja priprošnja k svetemu Florjanu. Še posebej takrat, ko začutite, Bog, potrebujem pomoč. Naj bo z menoj varstvo mojega zavetnika svetega Florjana. Sedaj pa vas povabim, da tudi